Živjo in še enkrat dobrodošli na zajtrku z avtorji, ki se zdaj že zanesljivo preveša v branč z zajtrki z avtorji. Nadaljevali naj bi s filmom Vašhava, Saša Podgorška in Iztoka Kovača, pa se je Sašo Podgoršek, ki naj bi bil tukaj z nami, opravičil, ker je mogel zaradi osebnih razlogov v Ljubljano. Njegova ustvarjalna pot je zelo zaznamovana z tesnimi in pa plodnimi in ustvarjalnimi sodelovanji z različnimi skupinami, pa tudi bendi. Tako kot z Enknapom redno sodeluje tudi z recimo Demolition Group, katerih komad in videospot od Saša Podgorška Dež bi bil zelo primeren za poslušanje na današnji dan. Tak lep komad za tak grd dan. Eno njegovih sodelovanj pa je tudi skupino Laibach, kar pa omenjam zato, ker si danes ob 6. zvečer lahko v avtonomnem filmskem pristanu Montfort pogledate en pregled tega sodelovanja, se pravi predvsem videospotov skupine Laibach. Jaz samo še enkrat vprašam, če je morda kdo od ekipe filma Vašhava z nami tukaj. Če bo kdo prišel, bomo pogovor na koncu izvedli, drugače pa predajam besedo svoji kolegici. Ne, sem povedala, je pač, bi radi bili tukaj, pa ne more biti. Predajam besedo kolegici Katji Čičigoj, ki bo nadaljevala z filmi iz tekmovalnega programa. Katja, živijo. Živijo, hvala Marja. Bomo nadaljevali potem pogovor s filmom Živeti kamen in bi povabila ustvarjalce, da se mi pridružijo. Jure Gruden in Radovan Čop, prosim. Jaz bi vas kar vprašala, odkot v bistvu se je začelo vaše zanimanje za to temo, za Kras in kraški kamen. Videla sem, da ste veliko filmov že snemali v tem področju na Brežini. Odkot v bistvu vas je to začelo zanimati? Ja, dober dan. Ker sem s tem doma in sicer z Nabrežine oziroma Kontovela in ker je to v krvi, Novno je to počel in je nemogoče iti mimo tega, ne? Če se le hodi z odprtimi očmi. To je pa nastalo pri pripravljanju dokumentarca o pesniku Igu Grudnu. Sem naletel bodisi na pesmi Iga Grudna in sicer nato iskal arhiv in prišel do zanimivih posnetkov RTV Slovenija in tudi fotografij o kamnolomih, o postavljanju palač in tako. Od tega je to nastalo. Kako pa je potekala recimo sama raziskava za film? Zdi se mi, da ste tako zelo izčrpno povzeli ali pa raziskali temo vse, kje se je kamen uporabljal v zgodovini, v rimskih časih, v različnih recimo načinih obravnave kamna v arhitekturi, v kiparstvu, do amaterskih delavnic, do neke družinske tradicije. Kako ste prišli do vseh teh? Evo, da nadaljujem, kjer sem nehal. Torej, ja, ne, arhiva je bilo precej, kako zdaj naprej, ne, oziroma zakaj, kako pokazati neko zadevo, da bo drugačno od tistega, kar je bilo že narejeno, ne. Ko sem gledal te fotografije, ne, sem videl te ljudi, ki so to postavljali in takrat gradili te palače. In moram reči, da te palače, na primer železniška postaja v Milanu, je še vedno tam, približno ista, nekoliko bolj zapacana od smoga, mi pa smo se ogromno spremenili, ne. Torej, me je zanimalo predvsem ta vidik, ne, kako smo se mi spremenili od tistih časov, ne. Tukaj gremo od začetka, recimo že v samem delu v kamnolomu,
nekoč so imeli samo macolo, ne, in s tistem so udrihali, dokler se ni odlomil kamen, ne. Danes je to čisto nekaj drugega, ne vem, klima v bagerju, servo volan in tako da sem, že to je precej razlika v tem. Želel pa sem tudi prikazati vse različne aspekte, recimo kdo se danes še s tem ukvarja, na kakšen način in nekoč je bil to edini vir preživetja ali pa eden izmed redkih, danes pa je to ne vem, peščica ljudi dela v kamnolomih, ne. In zakaj se vam mogoče zdi recimo še posebej pomembno izpostavljati, kako v bistvu je kamen danes obravnavan ali pa koliko recimo tega znanja se naprej predaja. V filmu imamo nek prizor, ko ta gospod govori o predavanjih, ki jih ima za študente arhitekture, in kako je v bistvu pomembno predati to neko znanje naprej, da ne gre zgolj za neko tradicijo, neko zgodovino, za pač, kot ste omenili, milansko železniško postajo ali pa Slokanski most, ki smo ga videli, ampak da konec koncev gre za pač neko recimo živo prakso, živo obrt. Ja, je tudi res to, ne, da danes oziroma že kar nekaj let je, ko je železobeton nadomestil kamen, ki je bil edini material, recimo, ki se ga uporablja pri gradnji v gradbeništvu nasploh. Tako da je to smo opustili, ogromno škode se je dogajalo v 70., 80. letih. In zdaj pa dobiva recimo kamen, obdelava kamna čisto neko novo, nek nov pogled, recimo, to je že kot dekoracija in pa seveda precej draga dekoracija, ne. Ni več torej osnovni gradbeni element. Nekje na neki točki filma razlaga nek umetnostni zgodovinar, mislim, da je o tem, kako je v bistvu danes biti kipar zelo nek drag hobi, recimo temu, v primerjavi z preteklostjo. Čemu je tako, recimo, mene je to zanimalo? To je nek galerist, ima galerijo v Trstu, ne, in sicer me je zanimalo tudi to, ne, torej kako se danes prodaja kamen, kdo se sploh prodaja, in smo prišli do tega, da praktično, razen če nisi neko zelo poznano ime, ne, je tam preživetje skoraj nemogoče, ne, ker je že sam material drag in tudi draga obdelava, ne. Če se tega lotimo, recimo nekoč ti je nek asistent, ne, recimo kiparja, cel dan lepo klesal ta kamen, potem je prišel mojster, mu rekel še malo in nato je samo finiširal, ne, celotno delo. Drug pa je delal to za, kot pravi sam tale galerist, za skodelico riža. Se pravi, nekako na podplačani delovni sili slonela možnost obdelave poceni. Ja, gospod Čok, jaz bi vas tudi vprašala, kako je potekalo snemanje filma na Krasu in recimo zlasti v kamnolomu. So kakšne posebne, bi rekli, potrebne kakšne posebni ukrepi, da ste lahko s kamero pač ujeli te posnetke? No, snemanje je bilo precej podobno snemanju takim dokumentarcem. Posebnost je mogoče, da je snemanje bilo, da je bil snemalni plan razširjen na vse 4-letne čase skoraj, pa vsaj 3, ko snega nismo dočakali, pa smo si ga želeli v enem momentu. Tako da smo pa zato doživeli vročino za razliko od letošnjega poletja, tako da je tisto snemanje v tem na Brežinskem kamnolomu ostalo tudi zaradi tega v spominu. Moram reči, da je režiser bil izjemno pripravljen na ta film, ne. Sicer je že sam povedal, da je dobesedno zrastel na Brežinskem kamnu, tako da mi je to blizu. Moram reči, da so tudi moje korenine niso daleč, tako da je tudi kamen in tale, ne ravno na Brežinskem, ampak vsaj istrski pa tam iz
drugega dela Krasa Tržaškega tudi blizu, tako da tle je ena afiniteta do materije že obstajala. Potem smo se v pripravah in na ogledih lokacij zelo izobražili, ker je imel Jurij vedno s sabo kup knjig in fotografij in arhivskega materiala. Tako da imeli smo veliko časa, smo se na vsak prizor, na vsako sekvenco lahko pripravili, ker so bili vmes tedni ali pa meseci. Lahko smo tudi si privoščili neko eksperimentiranje z različnimi snemalnimi tehnikami, tako da smo imeli eno digitalno kamero srednjega razreda kot glavno kamero, pa vmes smo neke sekvence oziroma kadre snemali z fotoaparatom. Da ne bom reklame delal, ne bom povedal, da je bil to Canon. Pa delali smo z igračko GoPro, to je kamera velikosti škatle cigaret, ki sem jo sinu kupil za rojstvo za novo leto, tako da sem lahko uporabil v tem filmu, tako da smo to kamero pritrdili na blok kamna in spremljal njegovo pot iz kamnoloma na površje. Tudi sin, kadar nimam šolskih obveznosti, se je lahko vključil v ekipo kot operater tega GoProja. Tam zadnji sedi ga, pozdravljam. Tako da smo tudi v tem filmu to uporabili, ta renesančni model mojstra pa učenca. Ni noben si polomil prstov s kladivi, ampak so bolj elegantno delali za tem. Zakaj ste si pa želeli snega, kot ste prej omenili? Zaradi ene barvne kontinuitete, tako kot kamen tudi se sneg pobeli kras, smo želeli, da bi belina prekrila celo sliko. Kako pa je potekalo mogoče sodelovanje z, recimo, ker pač film je, gre za nekako obmejni film, ne, pač nekaj posnetkov iz Nabrežine, iz nad Trstom, nekaj je tudi Sežanski kamnolom. Pa tako, videla sem tudi, da je pri produkciji sodelovala italijanska radiotelevizija. Mogoče, kako je prišlo do tega sodelovanja? Ja, je že več takih sodelovanj. Torej, seveda oziroma slovenski raj iz Trsta se z veseljem priključi k takim projektom, ki govorijo o tem prostoru in o temah, ki so jim blizu oziroma ki jih zanimajo. Ja, skakanje čez eno drugo mejo pa je itak zdaj vsak dan, mislim, ni več tega in tega tudi nisem hotel sploh poudarjati, ker se že vedno so hodili na primer iz ene strani na drugo delati in tako da to je naravno. Gre v bistvu za eno regijo in za neko kontinuiteto, ne glede na države. Kako pa bo prikazan film na obeh televizijah? To je bolj vprašanje za producenta. Želim si seveda, da je bilo prikazano tudi na televiziji Slovenija, ni pa nujno, sem videl, mislim, take so izkušnje, dobro bi bilo, ja. In mogoče na tej točki kako vprašanje iz občinstva? Ne? Jaz bi mogoče nekaj še vprašala, kar se mi je zelo zanimivo v filmu, je, da je v bistvu kar nekaj žensk, ki se ukvarjajo z obdelovanjem kamna in me to mogoče nekako presenetilo, ker bi pričakovala, da je to bolj moški poklic glede na pač materijo in na način obdelave, ki terjajo tudi neko fizično moč in se mi je zdelo tako to zelo nek dobrodošel vidik, da ste predstavili tudi ženske klesarke. Ja, to je seveda bila že v scenariju, z Rafaelom Vončino sva to želela tudi podčrtati, in sicer so to zelo zanimive ženske, tudi od tele starejše, ki jo poznam že kar nekaj let, ker vedno se jaz spomnim, kako je s sinom to udrihala po kamenju.
In zanimivo, ne, tudi te plavo nalakirani nohti, ne, pa fleksrca v roki je, mislim, hvaležna tudi za kamero, ne, in seveda v velikem belem oblaku dima. In tako da sem si nazadnje tudi zaželel, da bi v kamnolomu, v opuščenem kamnolomu plezale plezalke. In tako sem potom prijatelja, ki se s tem ukvarja, prišel do mame in hčerke, ki plezata. Pa gre to večinoma, v bistvu, mislim, tako občutek dobimo v filmu, da je to v glavnem res neka družinska obrt, da se vselej prenaša iz roda v rod. Koliko je pa recimo ljudi, ki se tega lotijo, ne da bi, a ste dobili mogoče nek tak pregled, ne da bi recimo bili s tem v stiku zaradi družinskih vezi? Ja, dajmo reči, verjetno, če se nekdo odpre neko obrt, ne, je to predvsem iz roda v rod, ne, gre, bodisi zaradi tehnologije, ki se jo tukaj uporablja, drugače pa pri recimo na koncu nastopa tudi tale učitelj, ki poučuje na sežanski šoli, on je pa drugače, mislim, kipar, akademski, ta pa dvomi, čeprav moram reči to, ne, da je nemogoče, da ni vsaj kakšen prednik, sorodnik, daljni, bližnji, da pač se je ukvarjal s tem, ker se pravim, ali si bil kamnosek, ali pa si se ukvarjal z ribištvom, če je vas gledala bolj proti morju. Kako je pa potekalo mogoče pisanje scenarija, ste omenili z Vančino, je to v bistvu že pred snemanjem, je nekako med samim snemanjem bilo veliko sprememb? Ne, smo se zelo držali scenarija, edino je bilo treba poiskati prave ljudi, prave obraze, da bi to nam zaželjeno povedali, ne, na kakšen način pa to so oni, ampak točno smo vedeli, kaj naj bi bilo. Nekaj sem odrezal ven, ker mislim, da ni spadalo zraven. Nekaj pa tudi nam ni uspelo posneti. Tukaj mislim direktorico največjega kamnoloma. In ker, mislim, že njen oče, ne, je bil direktor tega kamnoloma in lastnik celo. Tako da žal, ne, me je zanimalo, na primer tudi tukaj, ne, že spet neka ženska, ne, ki se ukvarja s tem. Je pa to, me je zanimalo recimo v tem primeru pa to, ne, da nekoč je ta kamen se je že šel po celem svetu, bodisi z ladjami ali pa železnico, danes pa 90%, če ne 100% kamenja gre v Azijo, ne. Zanimivo. In že ta aspekt, recimo, bi me zanimal, ne, kako zdaj Kitajci to na veliko kupujejo in gradijo, ampak do tega nismo, do tega pogovora ni prišlo. Jaz bi vprašala, ko smo pri scenariju, Rafael Vančina, to je igralec Rafael, je? Je, iz Sežane, tudi on, tako da. Ja, to je, se pravim, začetek je začela sva to pisati leta 2009, ne, tako da on je začel, mislim, kot Sežančan, ne, se je tudi on poznal in ukvarjal, pozna kamen in mu je to blizu. Evo, zaradi tega je začelo tole sodelovanje in ki je trajalo in dokler ni prišlo do izdelka. A boste še kje sodelovala? Mogoče, ja, odvisno. Zdaj trenutno ni takih skupnih projektov in niso niti povezani s Krasom.
Eden je od treh, ampak do realizacije še verjetno ponovno zelo dolga pot. Je mogoče na tej točki kaj še z občinstva? Če ne, bi vidva kaj še dodala? Sicer bi se vama zahvalila za pogovor in zaželela srečo filmu, da bi prišel tudi na slovensko televizijo. Hvala vam. Bom, Sandra.